Včeraj je bila mala Maša, ki po starem slovenskem pregovoru za suknjo vpraša. No, letos sicer še ni potrebe po kakšnih suknjah ali toplejših oblačilih, z izjemo danes, saj so temperature še kar poletne in nas razvajajo. Seveda si vsi želimo, da bi bilo tako še naprej in to čim dlje. Zato, ker so taki dnevi prijetni, pa tudi zaradi podivjanih cen energentov, ki bodo letos močno obremenili družinske proračune in bo kurilna sezona v vsakem primeru predolga. Nekaj poudarkov iz nocojšnje oddaje. V Šmartnem tečejo priprave za povezovalno cesto med obvoznico in vrtcem. Letošnji gostitelj prestižnega izbora Tovarne leta bo ETI iz Lake. Viseči most v Jevnici letos praznuje 61 let. V Šmartnem pri Litiji, kjer bo občina gradila nov vrtec, v tem trenutku že tečejo priprave na izgradnjo nove povezovalne ceste med obvoznico in vrtcem. Gradnja bo potekala v več fazah, cilj projekta pa je lažji dostop do novega vrtca, ki bo sodoben in predvsem bolj varen. O projektu je spregovoril šmarski župan Rajko Meserko. Ja, kar se tiče tega dela območja Šmartna, se v tem trenutku ureja rekonstrukcija ceste za Povrtmi z nakazano rešitvijo uvoza na obvoznico. To je ta faza. Naslednja faza, ko bo ta dokončana, je rekonstrukcija ceste pri spomeniku na Uštju. Gre za izvedbo šikane in seveda razširitev uvoza proti vrtcu. Tretja zadeva pa je to, kar ste že omenili, oziroma sem nakazal, gre za dostop na obvoznico in s tem povezavo tega območja z obvoznico. Ravno zdaj v teh dneh smo dobili potrjeno projektno nalogo, tako da računamo, tako kot smo tudi nekako zapisali v rebalansu proračuna, da bo to z naslednjim letom tudi izvedena ta vozna cesta. Ja, v tem primeru je občina financer, pogoje pa seveda postavlja država oziroma direkcija za ceste. Zdaj v tem trenutku še težko ocenimo, ker je država v tej projektni nalogi dala neke pogoje. Tukaj gre za predstavitev svetilk. Zdaj, kolikor bo samo to, jaz upam, da kakšne večjih posegov v tem delu na območju, bom rekel, obstoječe obvoznice ne bo. Tako da težko pa rečem, kakšna bo res končna cena tega uvoza. Tovarna leta je dogodek, na katerem podelijo nagrade podjetjem, ki pri svojem delu uporabljajo sodobne proizvodne prakse in napredne tehnologije. Oktobra bo časnik Finance skupaj z družbo KPMG že petič podelil ta laskavi naziv. Lani je bila Tovarna leta izlaška družba ETI Elektroelement, ki je komisijo prepričala z visoko integriranim vertikalnim proizvodnim procesom in velikim številom patentov. Podjetje sicer tudi posluje v dejavnosti, ki doživlja velik razcvet. Zaključni dogodek bo 13. oktobra potekal v Zagorju ob Savi. Ob samem dogodku si bo mogoče ogledati proizvodne procese v ETI-ju, na voljo pa bodo tudi druge predstavitve, kot na primer risanje z umom, VR letenje nad Zasavjem z umom in druge. Na dogodku proglasitve Tovarne leta bodo predstavili vse 3 finaliste in razglasili prejemnike nagrad. Poleg glavnega priznanja Tovarna leta so letos vpeljali še 2 novi nagradi. Trajnostna naravnana tovarna in uspešen projekt digitalizacije v malem proizvodnem podjetju. Viseči most v Jevnici letos praznuje 61 let, odkar je bil zgrajen in dan v uporabo. Ta dogodek bodo obeležili s prireditvijo, ki jo bosta pripravili 2 krajevni skupnosti, Jevnica in Senožeti. Most je v lasti 2 občin, Litija in Dol pri Ljubljani, ki z zglednim sodelovanjem skrbita, da je redno vzdrževan in varen za promet.
Most spada med objekte tehniške kulturne dediščine in bo kljub načrtovani gradnji novega, sodobnega še vedno ostal v funkciji. Ja, letos mineva 61 let, bolj konkretno gre za to, da je bilo prav 9. septembra 1961 zgrajen viseči most v Jevnici. Se pravi, gre za 61 let od takrat, ko je pač čez reko Savo stekel tudi, se pravi, motorni promet, takšen, kot je čez most, ker ga poznamo še danes. Res je bilo v tem času marsikaj še postorjeno, bil je narejen potem v naslednjih letih še podaljšek tega visečega mostu, ki je bil pa potem v 80. letih odstranjen in narejena cestna povezava, pa potem so bile poplave 90. leta, pa je prišlo do utrjene cestne ureditve za protipoplavno ureditev tega dostopa. Vendar vemo, da je v tem času bilo že kar nekaj večjih remontov, pred 6 leti večji poseg v adaptacijo visečega mostu. Res pa je, da čez ta most sedaj gre približno 1200 vozil na dan. Veliko ga uporabljajo tudi pešci in tudi kolesarji. Tako da zagotovo takšen, kot je ta most, dolgo časa nedogled ne bo moral upravljati zelo pomembne prometne povezave med, se pravi, levim in desnim bregom reke Save, Senožetje in Jevnica. Zato je obeležitev te 61. obletnice prvič priložnost za začetek in srečanja, še poglobitev sodelovanja tako naselja Senožetje in Jevnice, ki je že sedaj zelo bogato tako na kulturnem, športnem področju. Hkrati tudi priložnost, da z okroglo mizo, z filmom Zgodba o Savi si še dodatno osvetlimo pomen reke Save, hkrati pa tudi zavedanje, da bo potrebno pristopiti resno k razmišljanju, da se zgradi nov sodoben most čez reko Savo, da se pričnejo postopki umeščanja v prostor in potem v nadaljevanju tudi gradnje. Vemo, da to ne bo lih jutri, vendar zagotovo v 10 letih, najkasneje v 10 letih, po moji oceni in pa po oceni krajank in krajanov, bi morali priti do sodobnega mostu, zato da bo seveda tudi ta odgovarjal času, da bo zagotavljal sodobno, nemoteno povezavo, hkrati pa tudi zagotovil varno povezavo vseh udeležencev v prometu. Namreč danes se dogaja, da so pešci zelo v nevarnosti, kadar grejo čez most in ko grejo vozila tudi čez most, ker je most dobesedno preozek. Moravški župan dr. Milan Balažic se je vnovič ostro odzval na novinarsko konferenco ljubljanskega župana Zorana Jankovića v zvezi z ogrevanjem Ljubljane. V odprtem pismu je med drugim zapisal: začetek navedka. Po današnji izjavi ljubljanskega župana Zorana Jankovića bo Ljubljana to zimo ogrevana po najnižji možni ceni. Med viri ogrevanja, ki jih ima na voljo podjetje Energetika Ljubljana, je ključna enota Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, ki bo mesto ogrevala z obstoječo premogovno tehnologijo in uporabljala indonezijski premog. Tako se bodo prebivalci naše prestolnice spet greli na račun uničevanja Moravške doline in zdravja njenih ljudi. Najostreje protestiram proti tem sprevrženim načrtom župana Jankovića, ki zato, da zadovoljuje svoje volivce, v talce in žrtve njegove politike, spreminja prebivalce Moravške doline. Prav tako protestiram proti državni politiki, ki to dovoljuje
in ne stori ničesar, da bi enkrat dokončno preprečila zastrupljanje moravških ljudi. Zato župana Jankovića javno pozivam, da podjetje Energetika Ljubljana takoj prekine vse pogodbe o dovozu elektrofiltrskega pepela na deponije podjetja Termit v Moravčah ter najde druge ustrezne rešitve. Konec navedka. Poletavci, poletni bralci je akcija, ki jo v slovenskih splošnih knjižnicah pripravljajo že vrsto let. Namenjena je šolarjem, ki naj bi tudi v počitnicah vzeli v roko kakšno knjigo in jo prebrali. Akcija je bila dobro sprejeta, saj se ji vsako leto pridruži več mladih bralcev, ki tako koristno preživljajo svoj prosti čas, poleg tega pa je pomembna za širjenje bralne kulture in promocijo knjig. Akcija je vsako leto bolj uspešna tudi v Litiji, za kar skrbi knjižnica Litija. Za zaključek vsako leto pripravijo tudi poseben dogodek, na katerem poleg zabave podelijo tudi kakšno nagrado. Pol ure na dan prežene dolg čas stran. To je znani slogan vseh poletavcev, poletnih bralcev, pa tudi najpoletavcev, najstniških bralcev. V Mestni knjižnici Ljubljana so v letu 2011 začeli s projektom poletnih bralcev poletavcev. Na začetku je sodelovalo zelo malo knjižnic, v tem trenutku letos pa jih sodeluje že 17. Projekt je namenjen otrokom med 7. in 12. letom, ki radi berejo ali pa malo manj. V času poletnih počitnic se lahko pridružijo skupini poletavcev, poletnih bralcev, tako da 30 dni ni nujno, da si sledijo, vsak dan pol ure berejo. Berejo pa lahko karkoli, knjige, stripe, časopisne članke, revije, recepte. Za to svoje poletno branje pa so tudi nagrajeni z majico in priznanjem. In pa seveda izžrebamo tudi glavni nagradi. Za poletavce in najpoletavce bosta letos to set za badminton in set za tenis na plaži. Pravila sodelovanja so vsako leto objavljena na spletni strani knjižnice, zgibanke se dobijo v knjižnicah in na spletu, več pa si vsi, ki jih zanima, lahko preberejo tudi na spletu na poletavci.si. Naši poletavci in najpoletavci lahko zloženke oddajo še do 12. septembra. Zaključna prireditev bo 23. septembra o 4:30 na ploščadi pred športno dvorano v Litiji. V goste prihaja Teater Cizamo s predstavo o Erasmu pred Jamskem. Dogodek bo potekal v okviru medgeneracijskega festivala v Litiji, ki ponuja pester in bogat program. Torej, se vidimo 23. septembra. Lep pozdrav poletavke in poletavci in najpoletavci do prihodnjega leta. Letošnje poletje ni bilo preveč prijazno za kmetovalce in ostale, ki se ukvarjajo s pridelavo zelenjave in ostalih poljščin. Izjemno visoke temperature in velika suša sta naredila svoje, kar se bo poznalo na letini. Zato je še toliko bolj razveseljivo, da so nekateri posamezniki uspeli vzgojiti plodove zemlje v neverjetni velikosti in teži. To je uspelo mlademu ljubitelju doma pridelane hrane Martinu Savšku iz Tlake pri Gabrovki, ki je vzgojil bučo velikanko z neverjetno težo 375 kg. Lahko bi rekli, buča da te kap. Ja, dejansko je zelo zanimiva zgodba za to bučo. V mladosti jaz načeloma izhajam iz Kostrevnice, tam me je celo mladost spremljale buče. Zdaj sem za nekaj let opustil vse skupaj, ampak letos sem si pa dal na izziv, da bi vzgojil bučo velikanko. Vse skupaj je potekalo za pomočjo mojega prijatelja Matjaža, ki mi je vse skupaj svetoval, dajo napotke čez celo sezono in tako, da je ratala tale velikanka, kraljica Bučenfesta 2022. Za to bučo ni to, so govorili, vsi me zdaj sprašujejo, koliko je potrebno vode, raznih gnojil in vsega, da rata ta velikanka. Ni to vse, je potrebno tudi malo pobojžati, malo ljubezni, da rata tole vse skupaj taka, kakor je. Potem je pa tole vse skupaj tako potekalo, da sem maja zasadil v zemljo, potem pa lepo čez celo sezono zalival, jo pripravljal, jo razne liste usmerjal, te velike buče je treba odstrišti, pa cvetove, tako da pripelje pa do takega ploda. Gnoj more recimo stati 1 leto, potem pridelati je treba podlago pripraviti, pognojiti, da črpa čim več hrane iz zemlje.
jo je dejansko treba od samega začetka postaviti na primerno podlago, dilo, jo dejansko potem tudi pokriti, da je čim manj vlage in vode prihaja do nje, do ploda, do stebla, da ne prične gniti. Načeloma taka buča potrebuje tam cca 1 uro nege na dan, bi lahko rekli temu nege. To smo uporabili kmetijsko mehanizacijo, lepo traktor in platojček, da smo jo potem iz samega mesta, kjer je rasla, naložili. Ampak naj povem to štorijo, da ko smo mislili, da je 200 kg težka, smo jo kamot naložili. Potem iz Bučenfesta, ko smo prišli domov, smo vedeli, da je 400 kg, nimam ben več kam predstavil. Tako da, ja, dejansko smo jo najprej naložili na plato, traktorski priključek in potem iz platoja prerinili na prikolico, ampak že sama teža prikolice, ki so gume kar spustile na določeno mejo, je zame kar bilo zanimivo, kaj bo to vse skupaj prikazalo. Zanimivo je bilo, ker sem se peljal pred Bučenfesti, je bila lepa nedelja, so ljudje stali ob cesti, slikali, en avto sem celo opazil v ogledalo, ki so snemali. Tako da prav taka zanimiva izkušnja, no. Celoten prispevek o buči velikanki in še o čem si boste lahko ogledali v septembrskem kmetijskem mozaiku, ki bo na našem programu 29. septembra. Danes pa je bila v galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki odprta razstava Maše Jazbec z naslovom Sintetični organizmi. Umetnica živi in dela v Trbovljah in se vse bolj uveljavlja kot likovna umetnica in raziskovalka. Razstava bo odprta do 26. februarja, zato vse ljubitelje likovne umetnosti vabimo, da jo obiščete. Naj bo vaš vikend lep, prepreden z malimi poskusi dajanja sočloveku, tišino in zamaknjenim mirom. Lahko noč vam želim.